samo ona. Ok, dajmo? Lahko naredimo klapo? A lahko še jaz klapo naredim? Bila mi sardina v moru pliva, dalmatinska klapa spira. Ne, to je to. Kašin rom pom 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 brioza bamba dom pom brioza bamba dom bam 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 bam. Na kaj pomislite, ko slišite besedo kultura? Da spoštuješ ljudi in kaj tako. Kultura meni bolj tako, da je nekaj posebnega, da nisem tako kar nekaj. Nekaj spoštuješ, da res dobro igrajo. Da si ti moraš biti priden in da moraš to gledati. Ne smeš tako, ne vem, če od zadnje je Na telefon tipkati. ploska, ne moreš tudi zadnje gledati, ker veš, da so se oni mogli potruditi. Kaj pa za vas umetnost pomeni? Da en iz gline naredi hribe. Da kdo recimo nekaj naredi, pa se ful potrudi. Da lahko narediš iz tega, kar delaš. Da ni to samo umetnost, da ti nekaj narišeš ali pa to. To je zame umetnost, da je tudi glasbena umetnost. Ja, da ni samo risanje pa barvanje, ampak da je lahko tudi, ne vem, kakšno gibanje, pa iz tega nastane umetnost. Umetnost je meni nekaj, kar človek uporablja domišljijo v tem, kar dela. Da je nekaj zate pomembno. Kralj Matjaž, pod goro spiš, čakaš čas, križ kraž, da se zbudiš. Kralj Matjaž, križ kraž, kralj Matjaž, pod goro spiš, čakaš čas, križ kraž, da se Mene zanima, a vi kaj hodite na predstave, pa zakaj? Zabavno je gledati, pa všeč mi je, da se tam kaj derejo. Zato, ker lahko vidiš stvari, ki jih ne vidiš, naprimer v kinu, ampak se jih lažje pokaže. Naprimer, ljudje lahko tako naredijo tam v kinu in pa pol tako posnete to. Pa je bolj zanimivo, če ti gledaš v živo, ja. V bistvu, če grem jaz zdaj na predstavo, grem na glasbeno in pač rada poslušam glasbo in uživam v glasbi. Se na predstavi lahko tudi kaj naučite? Ja. Kaj, recimo? Da si bolj pogumen, govoriš. To je, da ti rečeš, da je nekoga strah nekaj, pol pa drugega vidiš, da nekaj naredi, pa da je to malo lažje narediti in pol se ti tudi to upaš narediti. Če se bojiš, da si narediš recimo sramoto in pol vidiš, da je nekdo nekaj naredil, pa si res ni naredil sramote, da pa ti rečeš, da nisi imel prav in da pa narediš to. Kaj je bilo da vam je bilo res zanimivo pri predstavi? Mi niso bile vse predstave zanimive. Pa vse predstave imajo neko sporočilo, ampak
Take, ki so bolj take smešne, pa tako več detajlov. Ene predstave so dobre, ene pa pač so dobro narejene, ampak pač meni niso moj okus. Tam, kjer se več dogaja, pa je bolj divje. Aha, Ko pridejo igralci gor na oder in ti vidiš, da oni uživajo v tem in da je dobro narejena. Jaz bi tudi tako rekel, kaj je ona rekla, da so mi vse predstave dobre. Tiste so mi pa najbolj posebne, ko so dolge, ko se ful dogaja. Pač take, ki so bolj živahne. a če bi kar naenkrat vse predstave zginile, bi kdo kaj pogrešal, ali bi vam bilo vseeno? Jaz bi pogrešala, ja, ker sem šla na kakšne predstave in sem uživala v tem. Pol ti bi bilo dolg čas, ne? Da je dobro, da si tako predstava jemlje čas, pa da ti ni dolg čas doma. Če največ predstav ti bom zavil vrat. Ko se žalost spet približa, jo z učenjem bom pregnal. Še druge ni všeč, a prava reč, nekaj novega bom znal. Kadar videl bom, da v stiski znajde druga se žival. Še druge ni všeč. Kaj bi rekli učitelj pa učiteljici, zakaj hočete iti na predstavo? Učiteljica, bi lahko šli na predstavo, ker tam se lahko kaj naučiš, pa bi bilo tudi mojim sošolkam pa sošolcem ful zabaven. Ko bi šli na predstavo, a ne, da bi polka bi prišli nazaj, da bi še kaj risali v tej predstavi in pol bi iz tega kaj povedali, da bi še mi tako predstavo naredila, ne. A vam ne bi bilo lažje tako en dan brez pouka, da nas bi manj učili, tako, da bi imeli tudi vi malo počitka? Zato, da bi slovenščina odpadla. Super.